Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Še 24 dni in za jezikovno šolo NISTA odpotujem v New York v šolo Renerd. Jaz res komaj čakam, malo sem že tako živčen, ker res ne vem kako bo, mislim, da bo full fajn. Pa še enkrat najlepša hvala jezikovna šola NISTA, ki mi vedno pomagate, ker imam taka malo čudna vprašanja, ampak vedno odgovorite v hitrem času, pa vse zrihtate, kaj vas prosim. To bo moje prvo potovanje v Ameriko in prvič bom šel na neki drugi kontinent. Tam bom pa 2 tedna na poletnem jezikovnem kampu v šoli Renerd. Dobil pa sem že urnik, ki je full zanimiv. Prvi dan je welcome party, da se otroci celega sveta malo spoznamo, ampak drugi dan se že začne zares. Zjutraj gremo najprej na zajtrk, potem pa gremo s podzemno železnico do šole Renerd in tam imamo 2 uri pouka sproščene angleščine. Po kosilu gremo v Metropolitanski muzej, kasneje pa v Center Park na večerjo. Tam se bomo tudi vozili s čolnički. Na tak način bo urnik potekal vsak dan, torej se bomo zabavali in spoznali celotni New York. Med vikendom bomo šli v shopping, odločil sem se, pa da bom šel še na enodnevni izlet v Washington, tam pa mogoče srečam Melanijo ali pa Trumpa. Ker me pa je bolj podrobno zanimalo, kako kaj tam poteka, sem pa za pomoč prosil Katie, ki je šefica jezikovnih programov za najstnike na šoli Renerd v New Yorku. Hey Katie, how do the classrooms at Renerd look like? Hi Jack on the Box, welcome to Renner. This is the building where you're going to have all of your classes while you're here with us in New York. My name is Katie, I'm the Teen Programs Director, and we want to welcome you to our school. Over here we have our Student Services Desk. We have classrooms on this side of our building, and we're going to show you some of the other classrooms on the other side as well. Walk with me this way to come see the other side of the building. We're standing in our student lounge where we have our tables. This is where students come on their break. You can eat, mingle, get your coffee. There's computers which you have access to use. And in a minute, I'm going to show you one of our classrooms to see what they look like. So behind us, we need to talk quietly because they're in class. You're seeing the style of our classrooms. We believe in having everything glass so that it's fluid and you can see, it feels an openness in the building. But this is what our classrooms look like here. How does it look like outside of the Renerd School building? Hi Jack on the Box, welcome to New York City. You're standing on the block where your classes are. We're on 43rd Street and 3rd Avenue. Right behind me you're seeing all the traffic, hustle and bustle of people and cars that go on every day here. Right behind me you can see the Chrysler Building and Grand Central Terminal. 1 block this way, we're located right next to the United Nations. This is a great place to study. You're right in the heart of the Big Apple. Welcome to the place where you'll be staying. To bo svetovno. Poleg je ful znana stolpnica Chrysler. Zraven pa še svetovno znana podzemna postaja z imenom Grand Central, ki jo letno obišče 20 milijonov turistov. Veste kaj je 20 milijonov? Ker se bomo vsak dan vozili s podzemno železnico, pa me tudi nekaj o tem zanimalo. How does the subway system in New York work? That's a great question, Jack on the Box. This is how we take the subway. The way that we take the subway is when we swipe in, we find a place to step to the side that's away from other people while you wait for the rest of the group to pass through. In New York, people are always hustling and on the go. So the last thing we want is to hold them up when we walk through the subway. So we always will have our lanyard and our ID holder with our subway card in it. So this way we can quickly swipe through the metro to get onto the train. Thank you, Katie, very much. See you in New York soon. Ker pa me je zanimalo, kakšne izkušnje ima nekdo, ki je že bil v tujini z jezikovno šolo NISTA, pa sem se dobil z Laurotom v Ljubljani. Danes sem še pa tukaj z Laurotom. Ti si pa bil v Londonu preko NISTA, imam prav? Ja, res je, v London sem šel za 14 dni. Super. In kak je bilo tam? Odličen, vse je bilo zrihtan, hrana je bila super, ljudje so odlični, glih smo pa okolica. Zdaj moje prvo vprašanje, ki me najbolj zanima, ne? So bile kakšne luštne punce tam? Ja, seveda, da so bile, ja, veš, malo je tudi bilo, ne? No vidite, zato grem nas tja. Kako pa je tam potekal dan? Ja, zjutraj si se zbudil, ne, si imel točen določen urnik, kdaj se moraš zbuditi. Pa se je začel pouk nekje ob 8, ko smo lepo pojedali, pa se preoblekli, pa se zmenili, pa bomo sploh delali čez dan. Pa so bile razne aktivnosti, lahko si šel, imel si tudi kakšno izbiro, lahko si šel gledati znamenitosti, lahko si športu, fuzbal igral, tam so tako vsi nori na fuzbal. Zvečer je bilo pa akcija, za kar si hotel delati. Je bilo fajn torej? Ja, super je bilo. Super. In leto res tudi, imam prav?
Tudi letos Ampak- grem, ne. Kam pa greš? Letos grem pa v Cambridge, čeprav sem bil že lansko nekako v Cambridgeu. Se mi zdi super lokacija, za spoznati nove ljudi, se tudi učiti jezik, pa tudi sama lokacija mi je všeč, taka chill. Kako pa je bilo v Londonu lani? Ja, v Londonu lani je bilo zdaj tako, od začetka se moraš malo navaditi na ta način življenja, ne, ker mesto je bistveno večje kot Ljubljana ali pa Maribor, ne. Tako da se moraš res privaditi, pa ko si pa enkrat not, pa vidiš samo utrip mesta, pa ljudi spoznaš, pa naučiš se tudi govoriti tako, oziroma živeti tako kakor oni. Kako to pa se odločil za agencijo Nista? Ja, zdaj tako, agencija Nista sem videl, da je nudila ugodne pač cene, pa na splošno imajo prilagodljivost, prilagodijo se tebi, tvojim razmeram, kaj jih imaš, in da tudi poslušajo, kakšne zahteve imaš, in res super najdejo zmeraj dobro lokacijo, kam iti, a ne. Od začetka sem šel na Malto, zato ker sem bil še mlajši, pa nisem vedel, a ne. London je pa seveda večje mesto, ali pa New York, moraš biti že malo starejši. In se ti je kaj zanimivega pripetilo v Londonu? Ja, veliko stvari je bilo, ne, recimo, zdaj prvo folk je lahko malo odsekan, sploh oni Španci, ki so čisto ponosni nase, kar plešejo po mizah ali pa kaj. Pa tudi tako, ne, zdaj teenagerji oziroma najstniki smo sami, ne, tako se dogajajo čudnih stvari. Zdaj ne bom glih kaj govoril, da nam koga spravil slabo luč, ampak je bilo veliko čudnih stvari, no. Torej ti je bilo všeč na tisti šoli, ki si bil? Ja, definitivno, priporočam vsem. Si poznal kakega novega prijatelja, si še mogoče zdaj pišeš z njim? Ja, zelo tako opaziš, da imate različne kulture pa vse in se moraš tudi vedeti, o čem se pogovarjati. Recimo jaz sem spoznal Brazilce, Špance, ki še zdaj včasih igrice skupaj igramo ali pa kaj. Ja, fajn. Kaj ti je pa bilo najbolj všeč glede vsega v Londonu in glede šole? Zdaj, najbolj všeč so mi bili ljudje, a ne. Zdaj, recimo, tam ni bilo glih veliko Slovencev, tudi tebi priporočam, da se ne družiš skozi Slovenci, recimo, kakšen Italijan se skozi Italijanom družko, da noč nimaš od tega kampusa. Tako da ljudje so mi bili res super, pa spoznati nove kulture, recimo spoznaš Korejce veliko, Japonce, vse živo, ne. Kako si pa šel sploh tja? Vlada si šel z letalom, ampak si šel sam na letalo ali si šli kot neka skupina? Zdaj, v London smo šli kot ena skupina, smo imeli tudi vodičko, nas je do tja peljala, potem smo imeli pa strokovno vodstvo v samem kampusu. Kaj pa valjda za varnost vse skrbi? Je za varnost poskrbljeno? Ja, seveda, to pa mora biti, se mi zdaj še niso še nobenega zgubili ali pa tazga. Kaj pa ste imeli na koncu disko? Ker vem, da mi bomo imeli disko. Ste imeli? Smo imeli disko. In kak je bilo? Pa v redu, no, odvisen kjer, moraš imeti res srečo, da folk pride. Ja. Ful je od folka odvisen, res. Če je dober folk, bo carsko, lahko je pa tako, pa seče. In si imel dober folk? Ja, sem imel prvi teden ful dober, drug pa malo tako. Evo, super. Najlepša hvala. Hvala. Fajn se mej. No, tako pa pravi Lauro. Jaz pa števam še samo 24 dni, pa se mi lahko končno 2 tedna rešite. Tako kot vedno, tu se naročite na moj kanal, idite na moj Facebook in Instagram profil, tudi tam followajte, lajkajte ta video, mogoče kaj lepega mislite v komentar, pa se vidimo naslednjič. Čau!